Lepo pozdravljeni v posebnem podkastu, ki ga pripravljamo pred volitvami, da bi predstavili kandidate skupne liste Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa Marka Lotriča. In z mano je Alen Lenič. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. S kolegom iz Mlade Slovenije sva se tikala, sva midva tudi dovolj mlada, da se tudi tikava. Ja, se Torej, kandidiraš v kraju Krško in Kostanjevica, volilna enota 6, Novo mesto, torej mlado Slovenec oziroma iz Mlade Slovenije, torej v hecu seveda mlado Slovenec. In imaš že kar njeno kariero politično v resnici, ne da samo, da si član podmladka, ampak si tudi občinski svetnik, zelo aktiven v lokalnem okolju. Skratka, glede na to, kaj slišimo o tebi, te veliko ljudi pozna. Ja, recimo, ko si mlad, se dosti družiš in je malo lažje tudi, da te ljudje Mislim, poznajo. predvsem v domačem okolju. Ja. To pa definitivno. Ja. Kaj te je sploh potegnilo v politiko, oziroma kje si prepoznal ta motiv, ker je drugače za politiko seveda vedno nek negativen predznak, ne? Kaj potem sploh nekega človeka, kot si ti, prikliče v politiko? Ja, to je res, politika ni glih najbolj atraktivna tema, sploh med mladimi, pa dobro, tudi med starejšimi, če smo iskreni. Je pa tako, ne, da če se ti ne ukvarja s politiko, se bo politika definitivno s tabo ukvarjala. Mene 8 let nazaj, jaz nisem imel tacga mnenja, sem živel v nekem drugem svetu politike, tudi doma nismo spremljali, je bilo vse bolj tako. Pred volitvami kakšna beseda in to je to. No, potem sem pa na enem pikniku na Gorjancih bil povabljen, da pridem na kak dogodek od Mlade Slovenije. Jaz takrat tudi nisem vedel, kaj podmladek pomeni, kaj se počne tam in tako naprej. Sem rekel, gremo pogledat, zakaj pa ne. In sem obiskal nekaj dogodkov, stvar mi je postala zanimiva, sem se včlanil v podmladek, potem sem se včlanil tudi v stranko. In ko smo s podmladkom obiskovali tudi dogodke od Nove Slovenije, kdaj kaj pomagali, so me opazili tudi ekipa Nove Slovenije iz tajništva in tako sem v bistvu takrat kot študent začel tudi pomagati na kakšnih bolj resnih zadevah. Tako da sem v bistvu v 2-3 mesecih, odkar sem prišel pod mladek takrat, kar naenkrat prestal v središču, delali smo z poslanci, z ministri, z župani, tako da sem čisto iz sredine spoznal, kaj to pomeni. In si tudi predsednik enega lokalnega odbora Nove Slovenije, ne? Regijskega. Tako je, zdaj sem regijski predsednik regijskega odbora Posavje, se pravi tudi tam, kjer sem doma. Sem dokaj mlad, imam kar nekaj starejših kolegov zraven, me veseli, da so poleg, da mi pomagajo, imajo več modrosti, jaz pa malo več energije mogoče. Malo več tudi, mogoče drznosti, ne? Ja, mogoče, evo. In zdaj, ko si spoznal politiko tudi z druge perspektive, ne, če sva začela s tem, da je negativen predznak, da je mogoče veliko dvomov, kakšno je zdaj to mnenje, kakšni so občutki, je politika res čudna, grozna, kakorkoli, ali jo vidiš kot odskočno desko za spremembe? Ja, politika je tako, kakor sem že prej rekel, ni tako zanimiva, kot bi lahko bila, je pa neko sredstvo, s katerim lahko pomagaš najprej ljudem okoli sebe in pa svojim krajem. Zdaj, neka aktivacija lokalna me je najbolj gnala v to, da sem tudi postal svetnik v svoji občini. Verjamem, da lahko z nekimi pametnimi odločitvami in pa preudarno logiko pripeleš v svoj kraj neke spremembe, da ljudje živijo na boljšem. Verjamem, da navzven po televiziji, ko gledaš, vse skupaj izpade kot nek tak čuden kaos, nekaj, kar se veliko ljudi ne zanima za to, ampak navznotri pa je nekaj, kar lahko res pomaga vsakemu v svojem kraju in pa predvsem, če se res dobro zaktiviraš, lahko tudi svoj kraj prestaviš eno stopničko naprej. Kljub svoji mladosti ne kandidiraš prvič za poslanca, vmes si bil še izvoljen za svetnika, kot sva omenila. Kaj te je pa to svetniško mesto naučilo o politiki? To je res ena taka politika iz prve roke, ne, tudi zelo taka, bi rekla, dejavna, ne, lahko dejansko na ravni občine marsikaj spremeniš, verjetno še več, kot morda na državni ravni. Ja, glih to je ta razlika. V občini pa v krajevnih skupnostih, ko deluješ, je v bistvu vsaka tvoja odločitev se pozna, ljudje jo vidijo takoj. Ni v državnem zboru poslanci sprejemajo neke odločitve, ki pridejo z zamikom, ali pa včasih to celo ni, ne. Zdaj v domačem kraju karkoli
se odločimo, karkoli naredimo, so glavni sodniki naši sosedje. In zdaj, če tam živiš, moraš delati dobro, moraš se truditi, zato ker na koncu gre z njimi pol tudi na pivo, na fuzbal, gledati kako tekmo, se družiti in to je v bistvu tisto glavno zrcalo, tvoji domači ljudje, ki ti povejo, ne. In tule je ta realna slika, kako bi mogla politika izgledati. To na lokalni ravni je res tisto, kar bi si želel, da bi tudi prišlo nekako na državni nivo. No, a pa misliš, da je realno to pričakovati, da bi se to preneslo, oziroma kako bi ti skušal prispevati k temu, da bi to lahko tudi v parlamentu na tak način delovalo? Ja, zdaj itak, ko pridejo poslanci noter, so vsaki svojih različnih koncev. Zdaj jaz kot nekdo, ki prihaja iz Posavja, bi zagovarjal naše stališče in si želel, da se premaknejo zadeve v Posavju naprej. Če si aktiven, tako svetnik, potem pa tudi poslanec, lahko te stvari premikaš, ampak res se moraš potruditi. Zdaj, jaz verjamem, da marsikdo pride noter, pa ne ve, zakaj je sploh tam. Imamo pa nekaj svetnikov oziroma nekaj poslancev, ki se pa trudijo in se poznajo razlike. Tako da jaz bi želel biti v tej skupini, da bom znal prisluhniti ljudem doma, se odpeljati z avtom v Ljubljano, to na glas povedati v Ljubljani in stati za tem, dokler se to ne uresniči. Samo tako bomo nekako tudi spremenili svojo pokrajino, svoje kraje in pač poskrbeli, da je Posavje, Kostanjevica, Krško, da smo na zemljevidu in da dobimo svoj del pogače, takrat, ko gre za financiranje, za nas pomembnih dogodkov in pa projektov in pa da se to tudi izpelje do konca. To je pa ključno. Če samo se pogovarjamo in zagotavljamo neke zadeve, če ne speleš do konca, je škoda, da se začneš to. Kje pa si želiš, da bi se tvoj glas najbolj slišal in predvsem najbolj pripomogel k spremembam na katerih področjih? Ja, če zdaj pogledamo celo Slovenijo, so eni izzivi skupni vsem, to bi predvsem rekel, se pravi, razbremenitev plač, tukaj sploh mi mladi, ko pridemo na trg dela, ker naenkrat vidiš ta bruto neto, se malo za glavo primeš, je zelo težko potem si ustvariti neko družino, priti do primerne parcele. Predvsem si želim, da bi bila res ta neka davčna razbremenitev, da bi država rekla, evo, verjamemo, vi znate boljše ravnati s svojim denarjem, kot pa mi se odpovemo deležu dajatev, da lahko vi lažje greste čez mesec čez. In to smo v prejšnji vladi tudi naredili. Dohodninska reforma Cigler Kralja je ravno to, se pravi. Država se odpove določenemu deležu, da lahko ti lažje živiš. In to je način, ki bi ga potrebovali, da bi v celi Sloveniji prišli do tega. Kar se tiče pa lokalno, bom pa izpostavil mogoče dve pomembni zadevi. Pri nas vemo, da je jedrski objekt, se pravi jedrska elektrarna Krško. Govori se dosti o drugem bloku in tudi drugi blok njemu je mesto v Krškem, kjer je že prvi, seveda pa ne za vsako ceno. Zdaj, v Krškem drugi blok, če bo stal, bo s tem prišlo tudi do nekaj omejitev v Krškem in okolici. Če pride do tega, želimo tudi domačini, ki smo iz tega okolja in iz Krškega, da tudi lokalna skupnost dobi nekaj nazaj, da tudi ti v Ljubljani slišijo naše ne samo zahteve, ampak dajmo temu reči izmenjavo. Mi vam damo tukaj parcelo, mi vam umestimo v prostor, mi živimo s tem na koncu. V zameno bi pa radi dobili tudi nek sorazmeren, logičen delež, se pravi. Predvsem je tule pomembno, v kakšno smer se bo objekt delal, kje bo stal, da bo mobilnost pomembno priskrbljena s tem, tule je 4-pasovnica do Krškega zelo pomembna. Pomembno je, kaj se bo potem dogajalo za zemljišči okoli samega objekta, a bomo imeli pas širok 9-10 km, kjer se ne sme nič delati, a bo potem Gen energije oziroma lastnik nuklearke ugotavljal spremembe namembnosti tem parcelam, a bomo tam imeli še kmetijsko zemljo, a bomo cesto speljali mimo teh obvoznic, ki že zdaj obstajajo in ne bo potem to ključno za nas ljudi, ki tam živimo. Vse te zadeve so nekako pomembne, no. Druga stvar je pa, tudi Krško polje je znano potem, da ima ogromno kmetij. Tudi občina Krško sama je, mislim, da občina z največjim številom kmetij. Tudi na tem področju je potrebno narediti korake naprej in tudi v navezavi za samo jedrsko elektrarno. Imamo viške toplote, to se lahko zmeri uporablja za kmetijske namene. Poleg tega imamo pa v Krškem oziroma na Krškem polju še možnost namakalnega sistema. To je pridobljena pravica 4 kubičnih metrov vode na sekundo za namakalne namene. To izhaja že, ko so delali hidroelektrarne na spodnji Savi. In to je v bistvu en teh
ključnih tudi za kmetijstvo dejavnikov, ki bi ne samo spodbudil kmetijstvo na tem delu, ampak ga tudi naredil veliko bolj konkurenčnega, kar si pa na koncu želimo za slovensko kmetijstvo. Zdaj, vsem tem, kar razlagaš, pričakuješ neko vzajemnost, neko sodelovanje med občinsko in državno ravnjo. Se ti zdi, da zdaj ta odnos deluje ali da je morda preveč odločitev prenesenih oziroma skoncentriranih v Ljubljani? Ja, zaenkrat vse skupaj deluje dokaj odtujeno. Sicer so neka pogajanja bila, na strani krške občine pa tudi pogrešam malo več angažiranosti. Na koncev bo ta objekt stal prav znotraj krške občine in pomembno je, da se postavi za svoje interese in pomembno je, da se postavi za svoje ljudi. Na koncu smo tudi politiki, ki smo izvoljeni na te funkcije, zavezani, da izpolnjujemo zaveze ljudem, ki so nas postavili na to. In Krško definitivno bo imelo ta objekt slej ali prej, ampak odvisno je, kaj bomo mi imeli od tega, širša okolica in Krško samo. V tej točki bi res bilo zelo zaželeno, da krška občina naredi korak naprej in da se postavi za svoje ljudi in da pove, kaj si želimo, pod katerimi pogoji in da bo ta projekt res vzajemen. Da boš potem ti še kot poslanec lahko Seveda. utrdil glas tam, kjer se bo ta krovna zakonodaja spreminjala oziroma uveljavljala. Kandidiraš kot na skupni listi, se pravi, nisi še, nazadnje si kandidiral za Novo Slovenijo, to je vseeno nekoliko drugačna situacija. In ta skupna lista je kot nekakšen temelj prihodnje razvojne koalicije. Kaj pravzaprav v tvojih očeh pomeni razvojna koalicija, razvojna vlada? Kako se bo razlikovala od tega, kar imamo zdaj? Ja, zdaj ta 4 leta smo imeli 4 leta zamujenih priložnosti, to milo rečeno. Dobivali smo dajatve iz dneva v dan, dobivali smo neke nepredvidljive situacije, sploh glede davčnih zadev. Dobili smo tudi neke sovražnike, to so postali kmetje, zdravniki, obrtniki, podjetniki, vsi, ki se ukvarjajo vsi, ki ustvarjajo z lastnimi rokami nekaj ali pa v primeru zdravnikov služijo v dobrobit ljudi. Želel bi si razvojno koalicijo, ki bo znala prisluhniti ljudem, to mislim, da smo na naši skupni listi naredili na korekten način. Šli smo do ljudi, veliko je bilo tudi pogovorov z vsemi ostalimi. Verjamem, da v našem programu je veliko rešitev, kot sem že prej omenil. V prejšnji vladi smo se že odrekli deležu dajatev, da so ljudje lažje zadihali. Enako mora biti zdaj. Ljudje morajo dobiti priložnost, da normalno zadihajo, kmetje, da kmetujejo, zdravniki, da zdravijo, obrtniki, da delajo in da bojo lahko rekli, evo, imamo mirno okolje, kjer se lahko mi udejstvujemo, kjer lahko mi delamo, kar želimo, kar znamo na koncu. In politiki moramo biti pa tisti, ki bomo poskrbeli, da jim damo mir, da naredijo, kar znajo najbolje in tako bo Slovenija šla naprej. Drugače se bomo pa lovili v krogih, vmes nas bojo pa Hrvatje prehiteli, če nas niso že. Po izobrazbi si diplomirani inženir agronomije, tudi sam si omenil, da so se kmetje znašli v nemilosti te vlade. Kaj je treba spremeniti v odnosu do slovenskega kmeta? Kaj bo spremenila razvojna vlada v odnosu do slovenskega kmeta? Ja, najprej bomo poskrbeli za kmeta na ta način, da bomo pustili, da res kmetuje. Razbremenitve, to, da ne hodijo neki nevladniki k njemu v hlev. Veste, s tem, ko smo dali nevladnikom pooblastila, da grejo v hleve, smo na eni strani razvrednotili veterinarsko stroko, nekdo, ki 5 let hodi na faks, trdo se uči, da pride potem pomagati živalim, je zdaj izenačen z nekom, ki pač ima preveč časa in je v neki nevladni organizaciji. To enostavno ne gre. Mladim se mora omogočiti, da imajo spodbudno okolje, kmetom se mora omogočiti, da se birokracija čim bolj zmanjša, da na koncu lahko ostane največ časa za to, kar radi delajo in da bojo ostali na svoji zemlji. Se pravi, če se bojo ukvarjali preveč z birokracijo, imeli nad glavo še svoje nevladnike, ki skrbijo za nek dobrobit živali, ne bojo kmetovali oziroma bojo izgubljali smisel za kmetovanje. In tukaj gre res apel na to, da se res pusti ljudem, ki znajo nekaj delati, naj to delajo. Na koncu, lejte, brez kmeta ni hrane, se strinjamo vsi, ampak brez domače hrane tudi ni neke varnosti. Mi vemo, kaj nekdo pridela. Jaz osebno imam doma šparglje, pri nas najbrž ljudje vejo, kje jih lahko dobijo, vejo, da bojo naši, vejo, da bojo domači. Ko to zgine, bomo jedli nekaj drugega. Ko še to zgine, bomo videli, kje bomo.
Tako da na koncu za zdravo podeželje in pa tudi urejeno krajino, da bomo lahko šli v Logarsko dolino, pa bomo gledali travnike, ne gozdove, ne, je pomemben slovenski kmet. In tukaj mislim, da moramo poskrbeti, da bomo mladi videli vizijo v tem, tisti starejši, ki so v tem noter, pa jim omogočiti čim lažje delo že sedaj. Kakšno Slovenijo pa vidiš leta 2030? Predvsem malo bolj sproščeno, da bomo lahko v bistvu v miru zadihali, da ne bomo bili v tem nekem krču, ki ga imamo zdaj 4 leta. Kot sem že prej rekel, da bojo podjetniki lahko v miru delali, da bojo vedeli, da lahko grejo v neko tveganje, da lahko probajo nekaj novega. S tveganjem povezano je tudi to, da imajo mirno pa predvidljivo davčno okolje, ne, da se to spreminja na 5 minut. Brez teh pogojev ne bo več podjetnih idej, bo vsak raj bil v coni udobja. Da bomo lahko se v miru pogovarjali, da nisem jaz več poimenovan lastnik kapitala, tisti, ki imamo kmetije, stanovanja, karkoli. To nismo lastniki kapitala. To je pač naše, ki so naše generacije pred nami, naša generacija to pridelali. In želim si tega, da bomo bolj sproščeno gledali drug na drugega, da bomo znali, da bomo omogočili ljudem, da delajo, kar delajo, da delajo to najbolje. Država pa, kot sem rekel, jim mora omogočiti, da so neobremenjeni in da res ljudje poskrbijo za svoje področje, država nam pa ne zagotovi mirno okolje, zdravo okolje in pa predvsem to, da se ne bomo več gledali preko nišana, kot bi rekli. Ja, začela sva s tvojim domačim okoljem, pa bova še tukaj končala. Zelo dobro si seznanjena z vsemi dinamikami in gotovo imaš tudi neke cilje ali pa pričakovanja, kaj bi lahko kot poslanec dosegel in v zvezi tudi s svojim krajem, svojo Kostanjevico na Krki. Kaj si želiš, kako si želiš opozoriti na njo, mogoče kot poslanec torej? Ja, Kostanjevica je en tak klasičen primer malega podeželskega kraja. Zraven imamo Krško, ki je večja občina, tam so službe, več je služb tam, več je vsega. Mi smo pa v bistvu en tak miren otoček, ki pa ne sme zaspati. Na koncu mora država vedeti, da večina ljudi še zmeraj živi na podeželju. Zdaj z močnim podeželjem bomo imeli zdravo okolje, ljudje se ne bojo odseljevali več v Ljubljano. Potrebno je omogočiti, da bojo mladi hitreje prišli do stanovanj, sprejemanje OPN 8-letna, da traja ta proces toliko časa, da na Ministrstvu za kmetijstvo ustvarja nekakve akrobacije s tem. To ni sprejemljivo in jaz težko vidim, da bo nek mlad človek potem še ostal na podeželju, če bo toliko časa čakal na neko primerno parcelo. In s tem je povezano pa vse, ne? Demografija, če ni mladih parov, ni otrok, ni šole, ni vrtca, nobene skrbi za starejše. Včasih lahko taki kraji malce izumrejo ali se pa saj preoblikujejo v točko, ko ne bojo več prepoznavni, ko bojo mrtvi. Tako da želim si, da se vrne to neko zdravo razmerje nazaj v Slovenijo, da bomo na podeželju in v mestu znali skupaj živeti, da se ne bo vse odločalo samo v Ljubljani, da dobimo mogoče več posluha tudi tisti na periferiji, in pa da bo moj kraj, v katerem sem bil, podoben ali pa še lepši, dajmo reči še lepši, tudi za moje otroke in pa vnuke. Tako. Odličen zaključek. Hvala, Alen, in veliko sreče na volitvah, veliko uspeha, kar pogumno in odločno vidim, da imaš to v sebi. Ja, hvala. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Nasvidenje.